Pred nami je ena pomembna raziskava. PISA kot vedno daje utemeljenost in pogled, pa tudi ogledalo vsem nam, če smo se res letos lahko razveselili tistih ključnih rezultatov na področju matematike, fizike, naravoslovja in bralne pismenosti, pa seveda je en zelo pomemben vidik kakovosti vzgoje in izobraževanja tudi blagostanje. O tem smo tudi nedavno govorili na učiteljskem vrhu v Edinburgu, kjer je bila Slovenija povabljena v zbir 22 držav, s katerimi in za katere tudi OECD in pa seveda tudi celotna svetovna srednja meni, da ima dober, kakovosten in razvojno naravnan sistem vzgoje in izobraževanja in upamo, da bomo v tem zbiru ostali tudi naprej. Kaj vključuje blagostanje v PISA in zakaj poimenovanje blagostanje? Zadovoljstvo z življenjem, strah pred preverjanjem znanja, tudi povezano z temo, ki jo je direktor že prej omenil, storilnostno motivacijo in pa predvsem občutek pripadnosti šoli in še dodano področje medvrstniško nasilje, ki se tudi pogosto globalno vse bolj primerja prav iz razloga, da ugotavljamo, kje nastajajo ti vzroki za nasilje. V blagostanju samem ni kazalnikov zdravja in naj povem, da to ni enačenje z socialnimi razsežnostmi. Torej, zelo pomembno je to poudariti, da ti elementi ne enačijo socialnega videnja, kot se pogosto pri nas to tudi privzema, ampak seveda merijo prav naštete elemente. Prav tako je pomembno povedati, da ni to le element kakovosti vzgoje in izobraževanja, ampak tudi kulturološko, zelo, lahko rečem, kontekstualno umeščen način razumevanja, kako gledamo Slovenci srečo ali zadovoljstvo v primerjavi z singapurskimi otroci ali z ameriškimi otroci, kako naši mladostniki, otroci zaznavajo uspešnost drugače kot seveda verjetno katera druga kultura oziroma otroci druge kulture. In prav zato moramo tudi vzeti v zakup, da so lahko odgovori kulturno pogojeni, torej v razumevanju konteksta kulture, v kateri živimo, sobivamo, se vzgajamo, se izobražujemo. Dobra novica, oziroma lahko rečem kakovosten rezultat, kaže, da smo v primerjavah teh elementov nekje blizu povprečja, pravzaprav lahko rečemo, kar primerljivi s povprečjem vseh držav OECD-ja, nekateri dosežki, kot vemo, pa so tudi nadpovprečni. Prav tako moramo poudariti sporočilo te raziskave, da je v Sloveniji izrazito nizka povezanost zadovoljstva z življenjem s premoženjem doma. Prav tukaj tudi poudarjam to socialno odprtost, dostopnost, vse vključenost v vzgojo in izobraževanje. Torej, velikokrat slišimo nekatere parcialne analize tudi v domači srednji, torej poudarjam, izrazito nizka povezanost zadovoljstva življenja s premoženjem doma in jaz mislim, da je to tudi en velik dokaz, da imamo dobro, kakovostno, javno, vse dostopno, odprto šolstvo. Pomemben pa se izkazuje tukaj tudi učiteljev odnos. Torej, če učenci pridobijo individualno pomoč, če so zaznani v nekaterih njihovih potrebah, potem je tudi manj strahu pred preverjanjem znanja. Ne, da strahu ni, to bomo tudi v nadaljevanju podrobneje pogledali, pa spet različno percepirano v različnih kulturah, tudi to lahko rečemo, a vendar, če učenec, učenka čuti to dodatno pozornost, dodatno pomoč, jo tudi pridobi, potem je tudi strahu mnogo manj, zato bomo tudi v nadaljevanju veliko delali tudi na tem, kako še opolnomočiti učitelja, da bo lahko pristopal, zaznaval, prepoznaval tudi te posamezne potrebe učenca. Naj to tudi povežem z že predstavljenimi NPZ-ji, torej nacionalnim preverjanjem znanja, kjer zato tudi iz takšnih razlogov predlagamo 3-letno preverjanje z namenom, da učitelj lahko lažje spremlja učenčev napredek in zaznava njegove prednosti oziroma tudi morda še kakšne pomanjkljivosti. Kako se bomo pa lotili vsega tega, kar bo tudi raziskava pokazala, da je še prostor za izboljšave, da seveda nikjer ni stanje idealno, da je vedno še izziv in možnost
pri pomoči vsakemu učencu, učenki na način, da seveda lahko izboljšuje pridobivanje znanja, da se še boljše počuti v šolskem okolju in seveda, da je tako tudi za učitelja, učiteljico. Zato bomo že kmalu pričeli z organizacijo posebnih posvetov, tako imenovanih regionalnih posvetov na temo varnosti in spodbudnega učnega okolja, skupaj z sindikatom, SVIZ-om, skupaj z predstavniki učiteljev, ravnateljev in skupaj seveda tudi z lokalnimi skupnostmi, zato da si tudi o pomoči staršev, učiteljev in vseh v tem družbenem okolju povemo, kaj se v nekem okolju dogaja in kaj so tisti možni načini pri pomoči vsakemu drugemu v sodelovanju, povezovanju, v reševanju skupnih problemov in izzivov. Ker je direktor omenil, kako naprej tudi z motivacijo, pripravlja se CRP, tako kot je bilo dogovorjeno in s pomočjo prav tega raziskovalnega projekta bomo skušali dognati še globlje razumevanje na eni strani doseganja zelo dobrih dosežkov, današnjih rezultatov blagostanja, ki kažejo to primerljivo povprečno sliko, in hkrati na drugi strani še spodbujanje vsakega posameznika, ki je v vzgoji in izobraževanju, da se v njem počuti dobro. Morda toliko za uvod, Klavdija pa seveda bolj podrobneje o vseh dimenzijah in predvsem kriterijih, ki so bili izmerjeni.